Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pozdravljeni v oddaji Odar, oddaji o sočasnem gledališču. Tatjana Ažman letos obeležuje 30 let delovanja v Slovenskem narodnem gledališču Opera in balet Ljubljana. V tej instituciji je leta 2015 prejela naziv priznane dramaturginje na področju operne in baletne umetnosti. Poleg tega pa je človek mnogih teatroloških obrazov, saj se z gledališčem ukvarja v vseh njegovih razsežnostih. Njeno delo prepleta teorijo, dramatiko, izobraževanje in kulturno diplomacijo, zaznamuje pa ga širina, mednarodna prepoznavnost in predanost. Tatjana Ažman, lepo pozdravljeni v našem studiu. Dober dan, Kaja. Tatjana, morda začniva z vašimi začetki, pa potem nekako prečeševa vso vašo ustvarjalno pot vse do danes, ko obeležujete že 30 let ustvarjalne poti tudi v matični hiši SNG Opera in balet Ljubljana. Torej, diplomirali ste iz dramaturgije na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo, ste pa predtem študirali pravo. Odkot torej odločitev oziroma premik k gledališču? Zanimivo je to, da sem ves čas v srednji šoli se nekako bolj nagibala k neki kreativnosti, ustvarjalnosti, k urednikovanju, tudi k gledališču. Potem pa je pač prišla odločitev v študiju in meni se je zdelo, da mogoče pravo bi znalo biti na nek način tudi kreativno, pa se je izkazalo, da temu ni tako. Vsaj takrat še ni bilo. Danes vidimo, kako zelo so razni odvetniki in pravniki, tisti, ki pišejo naše zakone ali pa delajo obvode okoli njih, kako so kreativni, ne? No, po 2 letih pač nisem čutila več, da sem svobodna v tem študiju in sem iskala nekaj drugega in sem šla čisto po inerciji vprašati, kaj to je študij dramaturgije na akademiji. Seveda mi nihče ni znal točno povedati, kot verjetno še tudi danes nihče ne zna. Ampak, ko sem se vrnila domov, sem odprla Sova leksikon, prebrala, kaj vse piše, da je dramaturg. In sem rekla, mogoče pa bi to bilo nekaj zame. In potem je bilo samo še zaupati, da bom naredila sprejemne izpite in seveda sem jih, potem pa sem se prepustila študiju in nekako v bistvu začela živeti, se odločila za ta način življenja. Zanimalo me je pa ves čas seveda vse, ne samo gledališče, tudi radio, tudi druge oblike uprizoritvenih umetnosti, ki mogoče takrat še niso bile tako izražene. Iskala sem nek svoj izraz ves čas, no, končala pa sem na koncu v operi. Na področju, kjer pa v bistvu nisem na akademiji dobila popolnoma nobenega orientacijskega okvira, razen seveda gledališke zgodovine raznih dogodkov in tračev, ki nam jih je posredoval moj ljubljeni profesor dr. Marko Marin. Preden podrobneje pogledava vašo dolgoletno ustvarjalno pot v Operi in baletu Ljubljana, se morda zazriva še v to vmesno obdobje po študiju in pred zaposlitvijo leta 1995, ker ste delovali pravzaprav na precej raznolikih področjih. Torej nekaj časa ste bili umetnica na Svobodi, pa potem nekaj časa tudi hišna dramaturginja v Slovenskem ljudskem gledališču Celje. Zelo tesno pa ste sodelovali tudi s Koreodramo, ki je bila pravzaprav takrat ena najbolj prebojnih neodvisnih organizacij oziroma institucij. Ja, tisto obdobje je bilo kar živahno. Jaz sem se nekako že takoj, ko smo zaključili ta redni študij, odločila, da je moj cilj, da čim prej diplomiram in
Seveda sem že tekom študija določene stvari počela. Skratka, tudi diplomo sem imela že napisano takoj, ko so se šolska vrata zadnjega letnika zaprla, ne. In potem sem seveda razmišljala, kaj naprej, a ne, treba je bilo na neki način živeti. Prišlo je povabilo iz Celja in hkrati s tem sem vložila tudi prošnjo za, kako smo takrat rekli, umetnik na svobodi, svobodnjak, kot danes, ali kako že temu pravimo. In imela sem zelo veliko srečo, najbrž na bazi tega, da sem imela že veliko projektov za sabo, da sem dobila ta status za 5 let, kar mi je omogočalo, da sem potem bolj svobodno razmišljala, kam bom šla, kaj bom počela, in ta izkušnja s Celjem je bila res fantastična. V tistem obdobju so bili tam trenutni naši najboljši igralci, tudi Marinka Poštrar, ki je takrat začela svojo umetniško pot, direktor Alujević, prišla sem tudi v bistvu po nekem obdobju Blaža Lukana, režiser Križaj, zelo, zelo dobri igralci in igralke, starejše generacije in mlajše. No, in potem smo se seveda vozili iz Ljubljane v Celje, kar je bila posebna avantura, vendar pa ta zadeva ni bila nekako dolgoročna, ker sem imela samo pogodbo, neko honorarno, pač za obdobje 1 leta. Tik pred koncem pa se je v Koreodrami zgodil en premik, in sicer Uršula Cetinski je bila takrat dramaturginja, ne vem, kakšno funkcijo je še imela, ampak dramaturginja je bila gotovo, in je zapustila pred nekim velikim projektom Koreodramo in ponovno so iskali nekoga. Meni pa je bilo tudi veliko olajšanje vedeti, da mogoče v Ljubljani, pa v takem gledališču, kot je Koreodrama takrat bila, da mogoče poskusim, ne. In zato sem se potem tudi vrnila v Ljubljano in ostala v Koreodrami, vsaj v tistem obdobju ustvarjanja Lepe Vide, ki je potem na Borštnikovem srečanju vse nagrade pobrala. Ampak ne govorim to zato, ampak o tem, recimo, kar je mogoče za koga lahko zanimivo, pa o tem še ni razmišljal. Zadnjih 10-15 let se zelo govori o device theatre, se pravi snovalnem gledališču, kot so me naučili, da ga moram imenovati. In če pogledam nazaj na to kreacijo Lepe Vide, to je bilo točno to, že takrat. In tle jaz Damirju Zlatorju Freju seveda priznavam eno, bom rekla, pomembno točko v slovenskem gledališču, ki mogoče je bila s časom tudi pozabljena. Po tistem sem zaključila svoj angažma in zagledala mogoče zelo neobičajno reč, ki je v glas v časopisu za službo v Operi. No, in šele takrat sem začela razmišljati, kaj v bistvu pomeni zaposlitev, a ne. Bila sem vajena po zaključku enega projekta že načrtovati, v bistvu že biti v drugem, načrtovati pa tekom tega prejšnjega. In zato recimo lahko razumem vse tiste, ki redne zaposlitve nimajo, da to je privilegij, da na nek način ne rabiš za to skrbeti. Po drugi strani se pa zmeraj vračam v to obdobje, predvsem z nekim občutkom svobode, ki sem ga takrat imela. Ne rečem, da zdaj ne morem reči recimo na svidenje Opera, pa bom spet imela svobodo, kar seveda v teh letih verjetno zelo težko, ker sem izgubila stik z generacijo, ljudje počnejo mogoče stvari, ki me niti ne zanimajo. Se mi zdi pa, da tudi po vseh teh letih imam neko pravico kot človek, kot umetnik, biti zbirčna, mogoče pa rajši uporabim izraz selektivna, da z vsem tem znanjem v bistvu, razen če ne gre za mlajše generacije, kjer pač z veseljem delam in počnem vse in sem tam v podporo, pri tistih mogoče večjih projektih res zbiram, da je to nekaj, kar me zanima, da sem kot dramaturg enakovreden, enakopraven član ekipe in vse to, a ne. Ni lahko biti toliko let angažiran v eni inštituciji, ker tudi to ni neka stalnost. Ljudje si predstavljajo, ja, si tam in si, a ne, ampak če pogledamo, na kakšen način ta inštitucija živi,
kot seveda tudi vsaka druga, a ne, tudi recimo radio. Vsak mandat, ne vem, pač spet pride nek nov direktor ali pa zamenjajo se uredniki, a ne. Tako je tudi v gledališču, zamenja se vodstvo, zamenja se umetniško vodstvo. Kar pomeni, da tudi mi sami, a ne, ki smo zaposleni, pa ne samo dramaturgi, tudi ostalo umetniško osebje, predvsem, ki najbolj čuti te, bom rekla, umetniške smernice ali pa način dela, da moramo biti pripravljeni na te spremembe. In vsaka taka zadeva je, kot bi rekli, nek rukar, tudi za nas, a ne, nek stres. Ne vedno negativen, a ne, ampak vsaka taka sprememba v nekem ansamblu, če zdaj tako razmišljam, je tudi za nas precej velika sprememba. Pravzaprav je bila sprememba tudi to vaše začetno delovanje v hiši, ko ste se zaposlili leta 1995. Čeprav razumem, ste pravzaprav na novo zasnovali dramaturški oddelek oziroma ga nekako na novo opredelili. Ja, čisto na novo, od začetka. V bistvu nisem imela popolnoma nič. A ne. Razen vabila, ki je bilo pač moja prošnja je bila sprejeta. Zdaj, ko gledam realno na zgodovino, je treba mogoče tudi povedati, da razen mize, svinčnika in papirja nisem imela popolnoma nič. In razen nekega opisa del in nalog, ki seveda se površinsko dotika vseh teh stvari, ki jih dramaturgi počnemo, ne, se pravi od sodelovanja pri produkcijah do urednikovanja, teoretičnega dela, arhiv sem imela zelo dolg časa, recimo tudi nekako eno tako težko skrb, do teh administrativnih stvari, a ne, ki jih pač moraš početi ali pa ki ti pridejo sproti, da jih potem nekako prevzameš, pa jih moraš voditi, ne. Dejansko je bilo veliko na tem, kako razmišljam o tem, kaj ta hiša potrebuje. In če pogledamo to stran, ko sem prej že rekla, da nisem imela nekih izkušenj, vsaj ne, kako bi rekla, nihče me o tem ni učil, nihče mi ni povedal, kakšen je proces dela pri nastajanju predstave, kaj zahteva vse od nas, recimo, ko začnemo razmišljati o neki predstavi, a ne, kako se potem v bistvu cel proces dela oblikuje, a ne. Tako da sem veliko stvari prenesla v bistvu iz vedenja o delu v gledališču. S kakšnimi stvarmi se pa še vedno borim, a ne, tudi po tolikih letih. Še vedno se z vsako predstavo učim, a ne, še zmeraj v vsakem projektu razmišljam, kot da nič ne vem. Ja, moja želja pač je, da se to delo nekje pozna potem, ko bom jaz v bistvu končala svojo kariero v tej hiši, da lahko zaključim vse te stvari, da najdem nekoga, ki me bo nasledil, a ne, to je pač edina želja, ki jo imam zdajle v tem trenutku res zelo velika. Zato, ker se mi zdi, da vse tiste stvari, ki povezujejo opero in balet kot vrsti umetnosti, a ne, so tesno prepletene tudi s samim gledališčem. Zato na nek način ne razumem, zakaj tega znanja v bistvu nihče ne predaja, če pa ga zelo površinsko. Razumem, zakaj ni želje stopati v opero, ker je zelo naporno, ker je vsega več kot sicer v gledališču. Kar se tiče dramaturga, je pa tudi to, da od vseh teh alinejc, kaj vse dramaturg v gledališču počne, ali pa kjerkoli drugje, ker principi dela so isti, samo medij je drug, a ne, je zelo veliko odrekanja, predvsem tej lastni ambiciji, kako si mi predstavljamo nek poklic nekje, a ne. V operi in baletu moraš dostikrat stopiti precej nazaj, a ne, se pravi, to ni neka služba, v kateri ali pa neko, bom rekla, neka kreacija, tudi ne, kjer bi lahko dramaturg svoj ego kazal. Zelo velike hierarhije, preden se tu znajdeš, je že zelo, bom rekla, veliko dela opravljeno, da se potem lahko v resnici lotiš samega dela na kakšni predstavi, recimo. Tako operni kot baletni repertoar pravzaprav sega od popolnoma klasičnih del pa do precej sodobnih, za katere vem, da so vam
tudi pri srcu. Ja, mogoče kakšna posebna izkušnja vam je kakšen proces še posebej ostal v spominu. Tudi morda v nekaterih projektih, kjer opera in balet nekako širite svoj prostor, tudi izven odra. Naprimer, spomnimo se Julke in Janeza, ki je bila v bistvu operna uprizoritev v kleti operne hiše, pa še kakšna, no. Ja, teh predstav je zelo velika, ne. Saj nekje sem zadnjič morala nekaj šteti, pa sem pač preštela bolj tako na oko. Teh 30 sezon okvirno, a ne. Koliko je bilo v bistvu predstav, pri katerih na nek način sodelujem od samega začetka, čeprav na tistem listku, kjer piše umetniška zasedba, a ne, sodelavci, mojega imena ni, zato lahko rečem, da jih je tam okrog 200, samo v tej hiši, a ne. Manjši delež seveda z veliko pavzo, tam okrog leta 2000 do 2080, ko sem se posvečala predvsem materinstvu, pa do danes, a ne, se pravi teh 20 let še naprej, a ne. Je pa repertoar, kot ste rekli, res zelo različen, ne, od nekih klasičnih predstav, kjer imaš vse skozi občutek, da kot dramaturg recimo ne moreš biti do te mere kreativen, kot bi si želel. Potem je tukaj prisoten močni režiserski, jaz mu rečem zdajle tako izjemoma lobi, da bo mogoče lažje razumeti, kjer so zadeve že domišljene, preden do moje mize sploh pridejo. Do poskusov seveda to umetnost opere in baleta na nek način omehčati, predvsem zato, ker to je glasbeno gledališče v svetu doživlja velik razcvet v smislu sodobnih predstav. Je pa ena stvar, ki v operi vedno rada rečem, in to je, da takrat, ko so te velike opere, ki jih vsi seveda poznajo, a ne, ali pa mislijo, da jih poznajo, recimo rečem samo Tri Nabucco, Traviata, La Bohème, a ne, da so bila to dela, ki so bila v svojem času v bistvu sodobna. To so bila nova dela, a ne, in če pogledamo, kako se je opera razvijala, vsak skladatelj je bil v svojem obdobju tudi zelo produktivnih avtorjev, a ne, skladateljev, kot je bil Rossini, a ne, ali pa, ne vem, v baletni umetnosti rečejo Čajkovski z muziko, a ne, ali pa Prokofjev, ali pa, ne vem, kakšen francoski avtor. Potem je pa kar naenkrat prišel ta prelom, ko so pa začeli, se mi zdi, kot gledam na to zdaj, a ne, razumeti sodobno ustvarjalnost kot nekaj izven opernega sveta, a ne. Seveda imamo konzervativno publiko, ampak imamo tudi ljudi, ki so gledališki ljudje, a ne, ki razumejo to kot del repertoarja. Ja, in nastajanje novih del je vedno izziv, zelo velik izziv. Predvsem, kadar želimo recimo izvesti neko popolnoma novo naročilo nečesa, a ne. To ni samo režija, to je pač celoten koncept, a ne, od glasbe do libreta in tako naprej. Ja, Julka in Janez je bila posebna. Moram reči, da se ta prostor, ki se nahaja v nivoju -3 v novem delu obnovljene operne hiše, vsake toliko nekako zbudi. Po teh prvih projektih Oder -3 je za nekaj časa zamrl, zdaj pa mislim, da ga bomo spet oživili in se vsi tega zelo veselimo. Predvsem stališče, o katerem sem malo prej govorila, da je to lahko nek laboratorij, nek hub, se pravi neko stičišče novih idej, nek laboratorij novih kreacij, tako na področju glasbenega gledališča, novih oblik in tudi plesa. Kjer pa se tudi dramaturški pristop, ne, kot ste že omenili, bistveno razlikuje. Pri nekaterih projektih ste sicer sodelovali kot libretistka tudi. Ja, to so bile manjše stvari, v bistvu ta zadnja ni bila tako majhna, je Mali princ Lukasa Cušljaga, kjer smo z Aleksandro Naumovski Putis, ki je napisala novo glasbo,
z Lukasom, ki je skrbel za celoten koncept tega projekta, z Matjažem Arčanom za scenografijo. Nekako gradili projekt, se pravi novo baletno predstavo od samega začetka skupaj. Jaz mislim, da je to tudi najbolj pametna stvar, a ne, da pač se ta zadeva ne deli zdaj, da dobiš glasbo, pa potem nekje libreto. Če pa ste me spraševali o tekstovnem delu, se pravi kot piska, mogoče z gledališkega področja lažje razumeti kot kakšnih tekstov, ki se potem izvajajo na odru, je bilo pa kar dostikrat zlasti zato, ker pri določenih predstavah se vedno bolj vnaša tudi govorjena beseda in to je treba nekako urediti ali pa z miselci ali pa napisati. Zelo lepa izkušnja je bila z Leom Mujičem pri krajšem baletu v življenju Čajkovskega, kjer sem morala imeti predvsem veliko potrpljenja, da iz velike količine besedila potem na koncu ostane tako ena stran, ampak kar je bilo pa še potem zanimivo za mene, je bilo pa delo z baletno plesalko Uršo Vidmar, ki je prevzela interpretacijo tega besedila, no tam sem pa v bistvu res uživala, da sem lahko malček več z neke izkušnje iz gledališča prinesla. Potem so pa še pač manjše stvari, a ne, pride besedilo, ga je potrebno urediti, je treba ga osmisliti, ne vem, pride nek libreto, pa je treba povedati mogoče ali pa sugerirati, na kakšen način to pripelje do neke končne oblike, opozoriti na določena neskladja, ki so, ne, tam zato pravim pač, da je treba umakniti ta svoj ego, gre predvsem za nekega sopotnika pri nastajanju predstav, kjer imam poleg tega še dirigenta, ne, režiserja, koreografa in potem vse ekipe, a ne. Tako da v bistvu zajemam mogoče z druge strani tisto, kar lahko prinesem v predstavo in na koncu seveda se dostikrat niti ne opazi, ampak je pa. Oziroma, verjetno je ravno to dobra dramaturgija tista, ki se morda ne vidi oziroma ni tako izstopajoča, ampak se pač odkje ostale elemente uprizoritve oziroma tvori neko celoto. Ena anekdota obstaja, ne, prav za dramaturge, to se zmeraj tako zapomnim, da kadar je predstava dobra, potem dramaturga ni nikjer, ne, kadar pa predstava kakršnakoli uprizoritev pač ne štima po domače, je pa sigurno nekje v ozadju nek dramaturg, ki ni dobro opravil svojega poklica oziroma svojega poslanstva ali pa naloge, no. To je bil prvi del oddaje Oder s Tatjano Ažman. S hišno dramaturginjo SNG Opera in Balet Ljubljana sem se pogovarjala Kaja Novosel, tonsko pa je oddajo uredila Mirta Berlan. Drugi del pogovora bo na sporedu prihodnji torek, že v novem letu. Posvetili se bomo delu Tatjane Ažman na področju kulturne diplomacije in dramskega pisanja, zato lepo vabljeni k poslušanju tudi naslednji teden. Sicer pa je bila to zadnja oddaja Oder v tem letu, zato vam v imenu vseh sodelavk, ki pripravljamo pogovore o sočasnem gledališču, želim srečno in zdravo novo leto. Naj vam ga lepšajo navdihujoče odrske stvaritve in seveda tudi naša oddaja. Lep dan in se slišimo v novem letu.